Eden izmed derbijev kroga je potekal v Ljubljani, kjer je Olimpija pričakala Celje. Domača ekipa je želela samo zmago proti Celjanom, ki pa na zadnjih tekmah nikakor ne blestijo. Videli smo nekaj polpriložnosti, ampak prvi pravi strel v okvir gola je prišel po pol ure igre, ko se je znašel Leon Benko in zatresel mrežo za prednost Zmajčkov 1:0. Izvrstna reakcija Leona Benka za prednost Ljubljančanov 1:0 po pol ure igre. Nemočen je bil vratar Kotnik, tole je bila prava mojstrovina napadalca iz Hrvaške. Še napad za Ljubljančane, Eleke je sprožil močno mimo vrat. Še napad za Nigerica, našel je Alvesa, ki se je vključil iz druge linije in takole premagal Kotnika za povišanje prednosti na 2:0. Tekla je 37. minuta in Olimpija je imela prednost 2 golov že v tem prvem polčasu. Drugi polčas in 5. minuta v tem drugem delu prekršek Klinarja za rumeni karton. Že je imel enega iz prvega polčasa in bil izključen. Z igralcem manj je tekmo igrala Olimpija. Celoten drugi polčas so imeli Ljubljančani samo 10 nogometašev. Že v naslednji akciji izvrstna priložnost za Podlogarja, ki pa ni zadel, obramba Roka Vodiška. In po dobri uri igre priložnost za Celje. Rahmanović je bil spreten pred vrati, predložek Travnarja. Rahmanović je žogo pospravil mrežo za znižanje zaostanka na 1:2. Celjani so imeli igralca več in še nekaj napadov. Strel Volaša, ki je vstopil v drugem polčasu, preslabo za Vodiška. In še zadnja priložnost tekme, Goran Cvijanović sam pred vrati, izvrstno še enkrat Rok Vodišek, ki je žogo uspel odbiti in tekma se je končala zmago Olimpije. 2:1 začasno gre Olimpija na vrh lestvice. Seveda nas je presenetilo, da smo prišli v ta številčni zaostank, ampak jaz mislim, da smo izredno dobro funkcionirali po tem, ko smo se morali reorganizirati, da smo puščali seveda neke priložnosti, tako kot je normalno, da se zgodi, ko imaš igralca manj, ampak smo dobro omejevali stvari in smo s srcem to tekmo dobili in skozi organizacijo in pomoč en drugemu smo osvojili te ključne 3 točke. In sem izredno vesel za to tekmo in kako smo jo speljali, ker mogoče nam je takih momentov falilo, da postanemo ekipa. Če danes nismo zmagali Olimpije, potem je verjetno nikoli več ne bomo. To se nam dogaja že nekaj tekem, tudi proti Mariboru je bilo tako. Vedno nam zmanjka v zaključku in tisti zadnji pas nam zmanjka do našega cilja. Premalo smo zbrani v samem finišu akcij. Dobili smo gole po naših poceni napakah, prvega po prekinitvi. Vedeli smo, da je Olimpija nevarna po prekinitvah. Moram reči, da sem ponosen na igralce, ker so hoteli, ker so želeli, pokazali so karakter. Ampak moramo se naučiti, da zabijamo gol prvi in to so tisti najpomembnejši ključni momenti tekme. Žal mi je zaradi poraza, ker igramo dobro. Precej segmentov je bilo dobrih in verjamem, da bo bolje tudi v drugem delu prvenstva. Kaj ti težko je, če ne zabiješ gola in tako ne moremo zmagovati. Tu sem, da pomagam, da napredujemo in stvorim vse, kar je v moji moči, da postanemo boljša ekipa.